Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Marko Zupanc, direktor knjižnice Antona Tomaža Linharta, še zadnjič pozdravljeni v letu 2025. Ja, lepo pozdravljeni. Mislim, da je ena taka nuja pravzaprav, da ob koncu leta, da človek ne samo, da se izraža neko veselje nad tem, kar je naredil, ampak tudi, da povab prijatelje, no, tako kot smo mi danes, in jim se zahvali za to, kar nam je uspelo skupaj zgraditi. Kakšno je bilo leto 2025 za vašo knjižnico? Kako bi ga lahko ocenili v kratkem? Zdaj, nasplošno kot direktor seveda gledam interno in pa eksterno, ne. To se pravi, če gledam interno, ne, predvsem kako knjižnica deluje navznoter, bi rekel, da smo ogromno imamo mlade in starejše kadre in ta prenos znanja, ki prehaja iz starejših na mlajših, da se mlajši učijo od starejših in tako naprej, pa obenem se starejši tudi obogatijo od mlajših v neki širini. To se pravi, ta dinamika je bila zelo močna v tem letu, zato ker je veliko novih obrazov pravzaprav v knjižnici. Ena generacija se je pravzaprav zamenjala. Zdaj, eksterno seveda navzven, je pa sodelovanja so šla naprej, lahko rečemo, da smo podkrepili naše delo, predvsem to nekako najbolj v smislu našega središčnega dela, to se pravi knjižnično gradivo, znanja, ki ga knjige prinašajo, so šla med ljudi in to, da pač imamo zelo dobre številke, kar se izposoje tiče. Seveda nismo še naredili vseh analiz, to bojo takoj po novem letu, ampak tako kot nam preko leta, kot se nam je kazalo, smo zelo zadovoljni. Uvedli pa ste tudi nekaj novosti pod vašim vodstvom. Ja, zdaj novosti spet so, ja, zdaj lahko rečem, dobro, eno so vsebinske novosti, drugo bolj tehnične, a ne. Zdaj, tisto, kar je bistveno pa daljnoročno, je predvsem to naši programi, a ne, kakšni so, zato da pač bolj promoviramo bralno kulturo, no, a ne, in tukaj delamo, seveda delamo z otroki pa z mladino, seveda si pa želimo tudi še naprej razširiti to dejavnost, predvsem v smislu neke promocije, a ne. Je pa res tudi to, da je knjižnica vedno bolj tudi rabi recimo nekih takih, kot so nekih tehničnih pripomočkov ali pa izkoristiti nek prostor, ki ga imamo. In v tem oziru smo tudi recimo, ne vem, polet, a ne, da je na terasi, da imamo te prireditve, a ne, tudi za odrasle, skupaj v sodelovanju z Nizarjem, a ne, z Čajno hišo, tako tudi hočemo sodelovati z drugimi institucijami in to pravzaprav nam daje neko, a ne, identiteto, a ne, kulturo na višjem nivoju, no. V koncu leta naj vam zaželim lepe praznike, veliko uspehov v letu 2026 in pa seveda hvala lepa za sodelovanje z našo hišo. Ja, hvala tudi vam, nam je v veselje in tudi si želimo naprej tazga sodelovanja ali pa še boljšega.